Lepo pozdravljene, drage ljubiteljice lepih besed in drugi morebitni naključneži. Beseda tedna in resna kandidatka za besedo leta je stolčkanje. Stolčkanje. Najprej definicija. Stolčkanje je stari ljudski običaj v slovenski politiki, s katerim se zvestega podpornika vladajoče stranke ali koalicije nagradi želenim vodstvenim delovnim mestom nekje v javni službi, za katerega nagrajeni ni nujno najbolj kvalificiran. Sama beseda izhaja iz besede stol in v osnovi pomeni nekomu ponuditi stol. Ponavadi direktorski. Hipotetični primer. Danes smo postolčkali sosedovega Laura, do zdaj je bil vratar, od zdaj pa bo direktor bolnišnice. Nekateri zgodovinarji trdijo, da naj bi v naših krajih običaj stolčkanja poznali že v pradavnem Noriškem kraljestvu. O ukoreninjenosti običaja med drugim priča tudi ime najvišjega vrha Karavank, ki se imenuje stol, seveda. Za razliko od marsikaterega drugega običaja, stolčkanju na Slovenskem ne grozi izumrtje. Prav nasprotno, svojo zlato dobo doživlja ravno v našem času. Omenja se tudi v sodobni popkulturi, denimo pesem Vlada Kreslina. Vrana vrani ne izkljuje oči, jager jagru, stolček gor drži. Del samega običaja je tudi način, kako mi kot ljudje stolčkanje sprejemamo. Vedno, ko izvemo za kakšen primer, malce zastrižemo z ušesi ali pa celo jezno pihnemo, a že jutri na vse skupaj pozabimo, kot da nič ni bilo. Poznamo tudi višjo stopnjo stolčkanja, tako imenovano foteljčkanje. Tu gre za nameščanje na pozicije v dobro plačanih nadzornih odborih, v veleposlaništvih, na posebej za to priložnost izmišljenih pozicijah državnega sekretarja in tako dalje. In medtem, ko se pri stolčkanju pričakuje, da bo postolčkani na svojem stolčku dejansko tudi kaj delal, pri pofoteljčkanih to ni zares nujno. Je lepo, ni pa nujno. In to je bila še ena beseda tedna. Subscribaj se na kanal, pa ne čakaj, če se nisi sedaj zdaj. Če pa si se, pa sedaj še enkrat, ziher je ziher.